Izlet s križarko. Pepa in George sta na izletu s babico in dedkom. Zbudi se, George! Veliko stvari je, ki jih moramo narediti na tej križarki. Pravzaprav, Pepa, danes bomo šli dol iz križarke. Ali je to konec počitnic? Ne, zelo daleč smo od doma. Zabavno bo, ker bomo raziskovali otok. Ukrcajte se za izlet po otoku. Zakaj gremo v majhnem čolnu, babica? No, ker velik čoln je prevelik, da se lahko ustavimo zraven otoka. To je tropski otok. Dobrodošli na našem otoku. Kako lepo! To je zares prijazno. Najlepša hvala. To je tržnica na otoku. Ali lahko kaj kupimo, babi? Seveda. Dedek je našel lepo majico. Kako je lepa. Babica je našla tropskega palčka. Ta bo izgledal super v našem vrtu. Dedek, ali lahko dobim to plesočo plesalko, prosim? Seveda lahko, Pepa. George si želi to majhno kitaro. To je pravzaprav ukulele, prav poseben inštrument. Zelo lepo zveni, ko ga pravilno igraš. Wow, ukulele izgleda čudovit inštrument. Rada bi izvedela več. Čarobna soba, prikaži mi zakladnico znanja, prosim. Ime torej pomeni skakajoča bolha, ker ko nekdo igra na ukulele, njegovi prsti hitro skačejo po strunah. Ukulele je prišel iz Portugalske, nato pa so ga prinesli na Havaje, kjer je postal zelo priljubljen. Ukulele je super, ker je lahek za učenje. Ima malo strun, zato je igranje nanj malo lažje. Ga lahko kupimo, prosim? Velja, ga bomo vzeli. Super. Živjo, Pepa. Živjo, Robert. Dobil sem leseno škatlo z luknjami. Wow. Presenečenje je za mojega ljubljenčka. Tudi jaz moram dobiti darilo za svojo ribico Zlatko. Kaj je všeč Zlatki? Zelo rada plava naokoli in dela to. Mogoče bi ji bil všeč paket. Ja, ali lahko to vzamemo za Zlatko? To je zelo prijazno, Pepa. Dober dan, dedek Pujs. Ali ne kupujete kramo? Ja. Tudi mi, ne moremo se upreti. Mislim, da moram nekoga poklicati. Moram slišati Zlatko. Okej. Adijo. Tukaj je otoški telefon. Me prav zanima, kaj počnejo drugi na koncu sveta. Halo, kdo je to? Jaz sem Pepa. Na počitnicah sem, se spomniš? Pepa, kako so počitnice? Zelo je zabavno. Mi daš Zlatko na telefon, prosim? Pepa je, zate. Živjo, Zlatka, na velikem čolnu sem, s pirati in morskimi deklicami. In tudi kite smo videli. A se me sploh spomniš? Super! Ali se zabavate? Ja, mami, tukaj je George. Živjo, George, kaj je najboljša stvar? Pirček. Krompirček? Pepa in George se vračate na križarko. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je bilo super. Ja, babi Pujs. Nič ne more biti boljšega, kot je bilo to danes. Pirček. Razen vožnja s krompirčkom, seveda. Živjo, babi Pujsa, kaj vam lahko ponudim? Gospod Isjak, kaj pa ti tukaj? Imam svojo trgovino. Na ladju je veliko ljudi, ki potrebujejo stvari. Imam palico ali klobuk ali brada za pirata. Točno to sem iskal. Vidiš, kaj mislim? Mi smo tudi nekaj kupili. Vidim. No, če kaj potrebujete, sem tukaj. Jaz potrebujem hrano. Kdo je še lačen? Jaz. Pepa in George jesta večerjo na križarki.
Špageti! Jutri se bosta Pepa in George vračala domov. Puj za Pepa kviz. Katera žival ima telo prekrito z luskami? A. Delfin. B. Želva. C. Morski pes. D. Riba. Odgovor je riba. Riba ima telo prekrito z luskami, diha s pomočjo škrg in živi v vodi. Druga runda. Katera žival ima modro kri? A. Hobotnica. B. Kit. C. Morska zvezda. D. Tjulenj. Pravilni odgovor je A. Hobotnica. Hobotnica ima modro kri zaradi posebnega proteina, ki prenaša kisik. Tretja runda. Katera žival sveti v temi? A. Hobotnica. B. Meduza. C. Morski konjiček. D. Morski pes. Pravilni odgovor je B. Meduza. Meduza žari v temi, kar imenujemo bioluminescenca. S tem privabijo plen ali prestrašijo plenilce. Finalna runda. Katera žival ima trdo lupino in klešče? A. Delfin. B. Rak. C. Hobotnica. D. Riba. Pravilni odgovor je B. Rakovica. Rakovica ima trdo lupino in klešče, s katerimi lovi hrano. Premikajo se po strani in živijo na morskem dnu. Skrivnostna beseda. Kaj se skriva pod senco? Školjka. Druga runda. Kaj se skriva pod senco? Ladica. Tretja runda. Kaj se skriva pod senco? Kompas. Finalna runda. Kaj se skriva pod senco? Orka. Hej, naroči se na naš kanal za risanke vsak dan.